Rezultati senčnega poročila o izvajanju nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje, ki se nanaša na doseganje države Slovenije v povezavi z digitalnimi cilji Evropske unije. Ta projekt izvajamo v sodelovanju s partnerji. Ugotavljamo, da so cilji, nacionalni cilji Slovenije skladni z evropskimi cilji na vseh 12 področjih. Hkrati tudi ugotavljamo, da je pri večini ciljev Slovenija zaostaja v skladu z časovnicami, ki jih je opredelila, napreduje pa v skladu s pričakovanji na področju digitalnih javnih storitev, e-zdravja in pa digitalne infrastrukture. Ostale področja, kot so digitalna preobrazba podjetij, zaostajamo. Čakamo še pa na podatke na področju digitalnih kompetenc, kjer Slovenija namenja precej sredstev in pa projektov za to področje. Opažamo tudi, da je celo strateško načrtovanje teh ukrepov in pa ciljev mogoče ni najbolj stvarno, kar opozarja tudi Evropska komisija, da cilji in pa kapacitete in pa finance, ki jih namenja Slovenija skozi ukrepe, mogoče niso najbolj realno ocenjeni oziroma nimajo vseh zadostnih virov za njihovo implementacijo. To je vprašanje strateškega načrtovanja in pa seveda potem njihove implementacije, tako na ravni ministrstev, na ravni kadrov in pa virov, ki jih za to namenja. Opozoril bi še na eno zadevo, ki smo tudi ugotovili, rezultati analize posvetovanj, vključevanja javnosti v te procese kažejo, da je zelo majhen delež pripomb, predlogov, ki jih javnost posredovala za pripravo teh nacionalnih načrtov in pa ukrepov bil dejansko upoštevan. To je pa verjetno tudi razlog, zakaj to strateško načrtovanje in pa ta realnost teh ukrepov mogoče ni najbolj preverjena in utemeljena v tem, kaj tudi javnost pričakuje. Javna participacija, kot smo naslovili v senčnem poročilu, je deficitarna, omejena je v glavnem na konzultacije, kar pomeni, da javne inštitucije, formalne inštitucije, ministrstva pripravljajo tako politike, tako odločitve v konkretnih projektih, kot tudi zakonodajo in se poslužuje javnosti oziroma nevladnih organizacij, vsebinskih mrež na področju digitalizacije samo za komentarje, ki pa so zoženi na maile. Skratka, ti maili prispejo potem na ministrstva in tam se upoštevajo ali ne upoštevajo. Kako se upoštevajo, na kakšen način, kam so vključene, se da samo prepoznati glede na število, sprav kvantitativne, ne pa kvalitativne kriterije. Tisto, kar je treba narediti, je institucionalizirati in s tem sistemsko ojačati večji vpliv vsebinskih mrež na oblikovanje tako politik, ki jih ministrstvo oblikuje, ukrepov, ne pa nevladno organizacijo vključiti samo v izvajanje teh ukrepov preko razpisov ali naročil. Ja, se mi zdi pomembno, v bistvu, da pripravimo take vizualizacije, iz katerih se hitro vidijo v bistvu rezultati oziroma kar se veže na samo poročilo. S tem lahko v bistvu tudi javnost lažje dostopa do podatkov oziroma tudi si lažje predstavlja rezultate. Prednost vizualizacije v glavnem bi rekel, da je v bistvu podatke, ki so mogoče skriti v poročilih oziroma niso lažje predstavljivi, da jih prikažemo na bolj prijazen način in tudi bolj vizualno, da se lahko hitro v bistvu izlušči glavne zadeve. Druga zadeva, ki je pa tudi pomembna, je, da se zdaj uporabljajo odprte tehnologije oziroma tudi odprti podatki, da lahko kdorkoli v bistvu dostopa do tega in nekako upravlja s tem.